Krajani Peker in Limbuša so končno dočakali obnovljeno Lackovo cesto od križišča z Bezjakovo ulico do krožišča v Limbušu. Na tem mestu je v preteklih 8 mesecih potekala prenova kanalizacije in vodovoda. Zelo sem vesel, da je danes končno prišel ta dan, ko bomo otvorili to cesto. Dejstvo je, da smo jo dolgo čakali. Nekateri krajani pa kljub novi cesti niso mogli skrivati nekaterih skrbi. Cesta je super, samo so še pa gotove stvari, ki še v krajevni skupnosti bi še morale biti pošlihtane. Naprimer, jaz sama nimam osnovno, niti vode nimam, ne še, ki je bila to za gospoda Kanglera, je bila to njegova prioriteta, da bo za vsaki krajan imel vodo. Žal, jaz še nimam. Pa problem prevelik promet, ne? Zato se nekaj nas je, ki se zavzemamo za še enega ležečega policaja, kot se temu reče, da bi umirili hitrost zlasti od tega dela tam do gasilskega doma v Pekrah. Ne? Ker je izvajalec naknadno ugotovil, da je treba prenoviti celotno vozišče, se je prvotna investicija podražila za 150 tisoč evrov. Pojavili pa so se tudi očitki, češ da zaradi vodovoda ni treba prenavljati celotne ceste. Je bilo to potrebno napraviti. Zaradi tega, ker če bi šlo samo za vodovod, potem bi se izkopalo dosti manj, ampak ker je tu zraven še šel plinovod, moramo vedeti, da so tu določeni posebni kriteriji, ker mora biti vodovodna cev od plinske cevi toliko in toliko oddaljena. Po prenovi Lackove ceste, ki se je sicer zaradi hude zime zavlekla za 3 mesece, se zastavlja vprašanje o prenovi ostalih mariborskih cest, ki so prav tako v izredno slabem stanju. Na enem trenutku ne vem točno, katera je tista ulica, ki čaka na evropska sredstva. Vem pa, da gre za okrog 20 milijonov evrov za projekt, ki je povezan z kanalizacijo in s tem seveda tudi infrastruktura, ki je prav zagotovo cesta ali pločnik. Prenova dela Lackove ceste je skupaj z vodovodom, kanalizacijo in plinovodom stala nekaj več kot 800 tisoč evrov. Polovico sredstev pa je krila služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo.